Dobrodošli v praznični oddaji Ambienti, s katero danes praznujemo svoj 10. rojstni dan. In smo pri kategoriji, ki nam vedno znova najgloblje seže v srce. To so prenove. V 10 letih smo obiskali številne. Od samotnih domačij, skritih med travniki, do skoraj pozabljenih trdnjav, ki že stoletja bdijo nad dolinami. Vsaka od teh stavb nosi svojo zgodbo in svoj značaj, ki ga po prenovi hvaležno podarja svojim skrbnim lastnikom. Razlogi za prenovo so različni. Nekdo rešuje stanovanjsko vprašanje, drugi želijo ohraniti del družinske zgodovine ali prostora, ki mu je posebej blizu, tretji v obstoječi stavbi prepozna priložnost za novo vsebino. Na pročelju domačije v vasi Dob je zapisana letnica 1797. Ko jo je kupila arhitektka Mateja Panter, ni iskala praznega platna, temveč hišo z značajem. Prepoznala je ohranjeno konstrukcijo, jasna razmerja prostorov in preprosto lepoto fasade, ki ni potrebovala popravkov, temveč le spoštljivo roko. Tako da ja, ta hiša je v bistvu spada v zaščiteno urbanistično jedro naselja Dob, tako da tudi ima spomeniško varstvo nek nadzor nad tem, kaj se dogaja. S tem, da ta hiša itak je bila že toliko hranjena, da v bistvu ni bilo potrebno veliko spreminjati. In to se kaže tudi v bistvu v tej prenovi, ki lahko izgleda, kot da ni bilo prenove sploh, ne? Kot da hiša kar taka je, ne? S tem, da ni bila čist taka, ne? Ona je bila malo zapuščena, čeprav so lastniki za njo skrbeli, ampak 10 let že v njej ni nihče živel in to se je poznalo. Prenova ni posegala v gabarite ali tloris, temveč je hiši zgolj zagotovila sodobno infrastrukturo in udobje. Obstoječo opremo je arhitektka obnovila ter jo dopolnila z novimi kosi, ki spoštujejo zgodovinski duh prostora. Rezultat prenove je skoraj neopazen in prav zato prepričljiv. Danes hiša deluje kot preplet zasebnega in javnega, deloma muzej, deloma prostor srečevanja, deloma prenočišče. Na istem posestvu stoji še nekdanji gospodarski objekt, ki skupaj delujeta kot enotna poteza ter ohranjata domačijo kot živ prostor tudi za prihodnje rodove. Za razliko od hiše na Dobu, ki je skozi desetletja živela skupaj s svojimi prebivalci in bila ves čas vzdrževana, sta Metka in Tomaž, domačijo v Kobdilju, dobesedno rešila pred propadom. Dolga leta je zapuščena čakala na novo življenje, skoraj nedotaknjena in ohranjena v izvirni podobi. Prav ta neokrnjenost je postala njena največja vrednost. Stavba oziroma cela domačija je naselbinska dediščina in tudi profana stavbna dediščina. Se pravi, smo imeli tukaj kar stroge kulturno-varstvene pogoje na 3 straneh, ki smo jih morali, bom rekla, kar dosledno slediti, praktično od splošne likovne prezentacije do zadnjih detajlov. In navodilo, oziroma prav zaradi tega, ker je bila domačija tako nepokvarjena, v tako originalnem stanju v času nakupa, s praktično zelo malo ali nič spremembami v dolgoletnih desetletjih čakanja, je zavod predpisal kulturno-varstvene pogoje, ki bi v največji možni meri ohranili to avtentičnost domačije in zlasti te glavne stavbe vile. Sonce, veter in suša so skozi stoletja izoblikovali značilno kraško arhitekturo. Debeli zidovi, majhne odprtine, borjač in uporaba naravnih materialov natančno odgovarjajo na lokalno mikroklimo. Zato je prenova temeljila na spoštovanju materiala in obrti. Vsaj mene žene to, da sem na koncu tega projekta res izjemno ponosna na to, kaj sva naredila. In se mi zdi, da je to nekaj, kar lahko na koncu življenja rečeš, evo, to sem pa naredil. To je moj dosežek v življenju. Slovenska stavbarska dediščina ne obsega le stanovanjskih hiš, temveč tudi številne gospodarske objekte, ki so z opuščanjem kmetovanja izgubili svojo prvotno rabo. V eni izmed gorenjskih vasi smo obiskali primer, kjer je več kot 100 let star, konstrukcijsko zdrav skedenj postal dom mlade družine. Pod premišljenim vodstvom arhitekta so ohranili zunanjo podobo in križno leseno konstrukcijo, v notranjosti pa zasnovali novo, toplotno izolirano strukturo, vstavljeno v obstoječi volumen.
Velik del materiala so ponovno uporabili, zato se je investicija izkazala tudi kot finančno ugodnejša v primerjavi z novogradnjo. In prav izvirna podoba domačije je bila izhodišče projekta na Kozjanskem. Stara hiša je bila v tako slabem stanju, da njena prenova ni bila več smiselna. Arhitekta Matjaž in Živa Dev sta se zato namesto v reševanje posameznih zidov usmerila v premislek o celoti, v obnovo poselitvenega vzorca samotne kmetije. Gre za oživitev domačije, s tem se ohranja poselitveni vzorec naselja Križe in tudi širšega Kozjanskega parka. Ne gre za prenovo posameznih domačij, ampak za prenovo celotne poselitvenega vzorca tukaj. Hiša je zgrajena v tradicionalni maniri, z gankom, lesenimi polkni in rdečo dvokapnico. V notranjosti pa naravni kamen, masivno pohištvo, dolga klop in velika miza za družinska srečanja ustvarjajo občutek domačnosti in topline. Sredi Domžal danes stoji lepo prenovljena hiša, ki staro in novo združuje v uravnoteženo celoto. Malo je manjkalo, pa bi bila njena usoda povsem drugačna. Šlo je za dotrajano, na videz nepomembno vaško hišo, ki jo je sčasoma preraslo mesto. Ni imela izrazitih arhitekturnih poudarkov, niti statusa kulturnega spomenika, vendar je arhitekt, sin lastnikov, v njej prepoznal potencial. Ja, hiša je ena še redkih tipičnih hiš ohranjenih v Domžalah. Ko so prvič vstopila v sam objekt, je prevzel ambient, svetloba, ki pada skozi stara okna, struktura obstoječih opečnatih zidov, obrtniški izdelki, ki so stari več kot 100 let. Tako da se nam je zdelo, da je to nek ambient, ki se ga ne da z novogradnjo nikoli poustvariti. In za konec še ena najbolj izjemnih prenov, ki smo jih predstavili. Preobrazba srednjeveške trdnjave v družinski dom. Trdnjava Trudsturn nad Kamnikom je bila pred približno 600 leti zgrajena kot obrambni stolp pred turškimi vpadi. Trdnjava danes ne služi več obrambi, a njena arhitekturna logika ostaja nespremenjena. Spoštovanje do zgodovine pa se ne kaže le v obnovljenih zidovih, temveč v ljubezni do ambienta, ki ga je družina ohranila, nadgradila in naredila tudi malo svojega. Nauki, ki jih lahko potegnemo iz predstavljenih prenov, so preprosti, a bistveni. S študijem naše nepremične dediščine, z razmislekom, iz česa je zgrajena, kako je zasnovana in zakaj je nastala prav takšna, kot je, odkrivamo tradicionalna znanja, ki jim velja zaupati. Ta znanja temeljijo na preizkušenih principih prostora ter materiala in predstavljajo merila, ki jih lahko uporabimo tudi pri snovanju novogradnje, arhitekture, ki bomo tudi čez stoletja lahko rekli dediščina.